1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ne slišiš? Ne. To ne. A? Ne, nič ne slišim. A imaš prižgan? Škoda unije, ki so bakterije narobe. Se zgodi. Jaz slišim tudi sebe. Doktor Kodre, se slišimo? Ja, se slišimo. Slišimo. Dobar. Aha, ja, dober bom. Zdaj smo pa ko v studiu. Ja. A ti dam nove? Je to možno? Ne, če predelali, bomo videli. Se imaš tam še enega drugega, daj, probi tega. Če ta dela slučajno. Se sam pa zelo probi. Ja, taj delate, sem jaz. Ne, da dela. Sem preprobo, če dela. Ne. Ne probi, če so tle ven šle. Čakaj, pa tle zameril. Ne, tukaj jih ni. Ja, no, ne. Pa to je škoda dela. Dobre, ja. Ne. Na, tle pa še. To je zmeri tako. Kakšno prezentacijo ali pa kaj pomembnega, pa so tehnični problemi. Ja, danes smo malo, ko imamo tako eminentnega gosta, smo malo nervozni. Ja. Ja, tako je, glejte. Priznamo, da je tako. Ropet moram veš. Ja. Pomaga, ja, te elektronske stvari pomaga. Evo, evo. Aleš, ti pet sam z mikrofonom malo bližji. Z lahkoto. A se bomo mi klicali ali opeli pa zid, tako kot ponovadi. Tako kot ponovadi. Bomo, Ja. dober je. Da ne čuden, ker ne. Če se bomo klicali po pravih imenih, bo prvič po desetletjih. Kar naenkrat, kaj pa zdaj? Ja, Točno to, ja. Uči iz nekaj čudnega. ja. Ne bo tako, kot ponovadi. Evo, še počgemo, pa naštimamo, pa to je to, ne. Dobro, pa kar štartamo. Čakaj, sem trenutek. Smo že povedali, da imamo tremo danes. Ja, orang. Imamo tremo danes, ampak se bo minila. Čez 42 minut ali pa prej bo že imel. Bi človek mislil, da to, da imamo scenarij v oblaku, da hitreje pride, ampak ne, kar traja. Kaj, bomo kar Štartimo, kaj pa štartimo. Ja, takole je. Zdravo štoparke in štopari, to je podcast, v katerem govorimo o snovi, iz katere rastejo kulti. Zgodba do sem. Obdelali smo vseh 5 knjig našega priljubega avtorja. Danes pa smo z vami. Ja, no te verjeli. Ja. Aljo, Peli, In zi. ampak to no te verjeli. Ja, to pa res ne boste verjeli. Kdo je še z nami? ja, v neznansko čas si štejemo, da lahko, da je z nami pred mikrofoni tudi doktor Alojz Kodre. Točno tako, doktor Alojz Kodre, dober dan. Pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan. Ja, tako, ne vem, kje bi začel. Kako ste se pripeljali sem? Je bilo vse v redu? Ja. Zdaj je že te hudo mal mem, ko človek najde pot v tem litostrojskem labirintu, pa ni več problema. Ja. Pa ko ga prijazni ljudje usmerijo na pravo številko in na pravi vhod. Ja. Ja, Tudi gre, ja. No, Tudi gre. To je dobro. tako. To je dobro. Da smo imeli vsak mal nevšečnosti, preden smo štartali tole epizodo. Ja, ne vem, če smo že rekli, malo smo živčni. Ne, saj se tudi ne sliši. Sploh Mislim, da smo... Mal? Ne bi dal besede na poudarek mal. Tako da, ja. Dobre.
ampak tako pač je, tako da nič, a se kar zakopljamo. Dajmo, ne? Jaz mislim, da si doktor Kodre, mislim, da ga ne rabimo posebej predstavljati, ker vsi vemo, da je zaslužni profesor na fakulteti za matematiko in fiziko, da ste delali na področju eksperimentalne atomske fizike. Jaz sploh ne vem, kaj to pomeni, ampak dobro, mogoče malo kasneje. In ne, da ste v bistvu tako poučevali na fakulteti za matematiko in fiziko in še mnoge stvari, prejemnik mnogih nagrad. Mi vas imamo pa v čislih, predvsem zaradi tega, ker ste prevedli, lahko rečemo, Biblijo. Ne? Ja, če ne drugega našo Biblijo. Ja. Mislim, v naših očeh. Ja. Vmes se je zgodila še ena zanimiva stvar, da je eden od bivših študentov, ki jaz sumim, da ni bil prav zelo dober študent, napisal en komad, ampak to lahko pustimo za kdaj drugič mogoče. Ja, itak. Tako da, nič. Začnemo tako, kot ponovadi se začne pri pogovorih z vami, s to zanimivo neverjetnostjo na letališču Heathrow. Sicer mogoče je zgodba že znana in večkrat povedana, tako da v bistvu bi jaz vprašal, to, da ste se srečali z Douglasom, je jasno, in to, kako lepo štorijo ste povedali, večkrat bomo dali v zapiske, vsaj v podcastu Membrane, pa po mojem tudi na Valu 202. Ampak a ste kdaj v živo srečali Douglasa? Ne. Poznam pa nekoga, ki se je srečal z njim. Aha. Ja, to je bil en študent naš, eno leto po počitnicah pride, pa pravi, a veste, da sem pa letos se srečal z Douglasom. Ne? No, tako da, ja, eno srečanje je bilo nekje v Švici ali nekaj tasga in on je bil na pravem mestu, v pravem času in se je srečal z njim. In ja, se mi zdi, da je bil kar globok vtis. Aha. Ja, ampak to je pa tudi približno vse, kar vem. Dobro, prvi kolen je boljš, vse, tanko. Ker tudi večina oboževalcev najbrž ni imela niti 6. kolena, kako je ponovadi. Pri nas malo težje. Mislim, ne, tudi na svetu, mislim. Do kogarkoli na svetu pridete v 4 kolenih. Ja. To veste? Ja. No, pa se pa do njega tudi da pridete. Vsaj mi zdaj poznamo vas, ki poznate tega študenta, ki je poznal Douglasa. Ampak do danes pa ne. Kot bližnji sosedje. Tako rekoč. Do danes pa tega nismo imeli. Tako da, pa imamo eno stvar pocahljeno. Eden od naših poslušalcev vas je vprašal tudi, če ste slučajno, ko ste prevajali Douglasova dela, imel kakšno korespondenco z njim, ampak tudi ne očitno. Ne. Ni bilo strani založbe. Ne, takrat ni bilo treba. Zdaj, mislim, ker sem zadnje čase prevajal, tam sem tega fizika Rovelija. In ja, sva si malo dopisvala. In prav prijazno je bilo, ampak skratka, drugače pa ne. Mislim, in v tistih časih to še ni bil uzus. Ja, ker verjetno je tudi lažje prevajati, če imaš mogoče stik z originalom, mislim, z originalnim avtorjem. Če je kakšen problem, je lažje. Tako, ja. No, kar se vaših prevodov tiče, mislim, da teh problemov ni bilo. Mislim, ker je tako lepo prevedena knjiga, da mislim, mi bralci čutimo to. Meni je bilo zanimivo, ker zanj sem bral tega Taleboga Črnega Leboda, pa moram reči, da tam prevajalka ali pa prevajalc, ne vem, kdo je bil. Prav ni mogel narediti, mislim, jaz vem zelo malo o filozofiji, pa fiziki, pa teh stvareh in on razlaga tam ene enačbe, pa neke stvari, ampak toliko malo sem pa že vedel, da je prevod čist mi je fajn. Mogoče je tudi original, da veš, vprašanje, kaj je original. Zdaj berem angleško knjigo in gospod je hudomušen, zabaven in skrajno natančen v teh stvareh, ki jih razlaga, ampak ni pa fovšno. To hočem reči. Koliko dela je šlo recimo v prevajanje ene knjige tako? Ja, kar precej. Torej, šlo je sicer v silnem zamahu, jaz sem navdušen in stvar se mi zdela noro, zabavna in fina in tako naprej. Ampak nekako pa tudi ne bi dal iz rok nekaj, kar ne bi bil. Ne bi se mogel spolnih. Ja, 100%. Tako da
na začetku sem še, mislim, da je bil to eden od prvih prevodov, a bil ta, ki je šel v Sloveniji, prva knjiga, ki je šla na disketi v tiskarno. Okay. No, In to to pa tudi še- že podatek. Ne? In to še na unih, takrat smo imeli Atari, največ, kar se je dal imeti. Ja. Wow. Ja. In na uni je to šlo, in tudi tiskarna je očitno imela to in je znala porabiti. Ne. Tako da, s tem. Takrat se je pravzaprav začel. Ne, Zanimivo. Naša računalniška doba. Ja. Zanimivo. No, tako da, sem pa recimo, ne, še zdaj imam nekje zanj, sem brskal po enih starih papirjih in najdem, poglej, en ta velik zvezek in noter rokopisno prevajan. Ne. Aha. okej. Ja, tudi če bi A si- drugače, mislim, tudi če še ni bilo na računalniku, ne, torej sem delal vsaj na pisalnem stroju, ampak Ja, tisto je bilo pa tako treba razklopiti, hotel sem tako razklopiti te njegove veličastne stavke, ne, te periode, njegove, ne, sem ga tako in pojem, ne, da bo zdaj se še tudi v slovenščini enako lepo in glih prav zavito prebral, kot se je pri njemu, ne, in je bilo v resnici treba na roko sklapljati podredja in priredja in jih nekako seštukati skupaj, da je bil efekt. Da je bil efekt tak, kot je originalno. Wow. Ja, ker Douglas je znan, ne, da si vzame tudi po kakšno stran pa več. To smo večkrat obdelali. Pisem stilistija, v resnici. Mojstrsko originalno, to sem pa, mi smo se vsi srečali z vašim prevodom, najprej z Adamsom, ne. In moram reči, da ko sem šel original brati, sem bil še bolj navdušen, ne, ker je v bistvu točno to, ta žmoht pa občutek, ne, tudi kako šalo prepeljati, čez res dolg ali pa čez res kratek traktat, ne, je v tem prevodu dihane. Ja, točno to. Pa tudi ta angleško, ki ima svoje specifike, tudi svoje te šale, ki imajo dvotipe, pa to pa preveč v slovenščino ni lahko. Mislim, je zafrknjen. Mislim, tako da... Zdaj, tako kot je on nekje rekel, ne, da mu je všeč, ko ljudi reče, joj, kako se to lahkotno bere, kako ste lahkotno napisali. Prav pa noben ne ve, koliko truda je koštalo, da sem ta vtis dosegel. Ne. No, zdaj, če ne bo preveč bahaško, ne, tudi za ta prevod je noben ne ve. Ne? Mislim, je šlo kar nekaj truda. Je bilo kar nekaj truda treba za to. Ja. Upam, da si niste, meni se ideja, rekel, da si je razbil glavo do krvavljenja. Upam, da niste šli tako delač. Čeprav tudi on je šel najbrž samo prispodobno. Ja, sigurno. Ja. Še eno vprašanje, ena poslušalka, ki je tudi slučajno moja žena, je vprašala. Glede na to, da vas je to, kar sem mi povedal zgodbo o Heathrowu, pa nekako ste se srečali z njo, ki je v zapiskih za tiste, ki še niste slišali. Ne, če vas je polka ste prevedel celo knjigo, ne, ta prvo recimo, pa ste šel še enkrat brati, a ste se tudi to krežil kot pri originalu, ne, če je bil ta efekt? Ja, zaradi tega, ker prvo sem požrl. Pri naslednjih branjih pridejo pa ta drobne stvari iz ozadja v spredje, in je seveda to je tisto, ker ne moreš nehati, tako, kako ima to previden, pa to, kako se stvar pojavlja tlele, pa čez ni, pa se pa nekje drugje pojavlja noter spet. Jo prpele čisto do zadaj. Včasih traja tudi pol knjige ali pa celo knjigo, da nekaj stvar naredi. Mojstrsko, res. Ja, super. A se drugače, mislim, vem, da ste prevajali tudi recimo Marsovske kronike od Bradburyja. A ste imeli še kakšno željo, oziroma a vam je bilo kaj žal, da ste recimo kakšno drugo, da bi kaj drugega hoteli prevajati, pa vam ni uspelo, oziroma pač založba ni pripeljala k nam, pa kaj tazga, ne vem, Asimov ali zdaj vem, da recimo fundacija pri temelji, pravilen prevod, da so prišli k nam šele zdaj prevod slovenski, recimo kaj tazga, da bi prevedli kot zame klasika, recimo, ne. Ja, sicer tam sem bil malo zbirčen.
ponujali so seveda marsikaj, kar je bilo klasika, recimo stvari iz leta 46-47, ne? In tisti je grozen. Ja. Tisti je grozen. Tisti je živa, mornariška, pustolovska zadeva, premaknjena gor. Ne? Tako, Ampak to je res, ja. Vse je tako, ne? Na premcu, pa na krmi ladje. Skratka, Vidite, kdaj je bilo napisano, ja, to je tudi res. Ja. Tako da takrat je bilo tisto še živo. No, druga možnost seveda je pa to, da imate kavbojke, nesene gor v vesolje. Skratka, s tistem ne bi imel veselja. Tako da sem smeri bolj lovil kakšne stvari, ki so šle, ne vem, bolj na. No, predvsem je bilo dobro, če so bile literarno v redu. Ja, seveda. Pa tako, drugačno splošno ste ljubitelj znanstvene fantastike ali pač tako, kot ste nekje omenil, da recimo, ne vem, tako kot jaz, ker načeloma nisem ljubitelj, ne? Ker mi je pač Štoparski vodnik všeč zaradi tega, tako kot ste vi enkrat rekel, da je v bistvu samo kulisa za to življenje, ki ga v bistvu živimo tukaj. Za kritiko današnje, mislim, družbe. Pač... Ja, absolutno. Ne. Ena gospa, dobra prijateljica in izvrstna poznavalka tega, žal že pokojna, je primerjala to z Voltairjem, torej s Candidom, kjer imate tudi seveda popolnoma nore dogodivščine in se z junakom zgodi glih vse mogoče, ampak seveda v resnici je to slikanje do karikature tedanje družbe. In natančno to počne Douglas Adams. Moram reči sicer pravzaprav na vse prijazen način. Ja. Tako da ne vem, če so tisti, ki jih karikira, če so si v resnici zaslužili tako prijazen način. Marsikdaj ne. Že če začnemo z definicijo predsednikov galaksije, je v bistvu to špasno. Ja. To je prav škoda. Je na mestu. Točno tja mer, kamor mora imeti, ampak tako, kot je rekel gospod Kadre, mogoče si niso zaslužili take prijaznosti. Pa nisi užaljen, mogoče tudi to, da se ne počutijo užaljen, ali pa mogoče jim gre čez glavo, da ne opazijo, da jih je na lep način jih je pa malo. Ja, recimo tako, recimo Parkinson, ki isto v bistvu to neko humorno delo zapakira, ker bi bil, recimo, če bi to kot probal nekako drugače predstaviti, bi bilo to deležno nekih kritik in obsojanj in vsega skupaj. Tako, ko pa zapakiraš v neko humorno delo, je pa vsem zabavno, ampak tistih, ki se jih hoče, se jih dotakne. Natanko kot tisti, ki bi se jih v tem primeru, kdor pa noče slišati, pa i tak ne bo pa ne bo pa v nobenem primeru slišal. Če bo kritika, bo še mogoče še bolj še bolj zategnen. Zategnen, to je to. No, sej, če je zanimivo, a ste kdaj, zdaj, ko ste skozi vse knjige razmišljali, kdo je pravzaprav, a je kakšna nekarikirana oseba v teh 5 knjigah, razen Fenchurch, seveda. Oseba ali... Oseba. Oseba. Madonna. Vem za pojem, se pravi, ljubezen. Je edina stvar, ki je ampak konkretno. Samo oseba. Ena je, se pravi, pa seveda Fenchurch. Pa ni uvečeni velipotež. Ne. Ti je paratala. Tehnično, glede na to, da ne vemo, koliko veliko je vesolje in koliko neverjetno, lahko bi bil, ampak mislim, da ne govori vse zadnje. Ne, to je v ta zadnji knjigi, ta astrologinja, s katero se Trilja pogovarja. En izjemno svetu prijazen lik, ki se popolnoma seveda zaveda
svoje obrti in da jaz Točno, sej to ni nič mišljen. Ampak v bistvu nekdo, ki globoko čuti, pa ji ne bi bilo nič treba čutiti do triljan. Ne bi lahko večjemu kakšno zamero gojila. Tako je. Res. Ampak to je tudi edina. In to lepo prosim, torej v kvazi znanstvenem tekstu, da ta lepi pečat nekomu, na katerem seveda se vse znanosti zmrdujejo. Ja. Čeprav ljudje pa, za razliko, ne vem, kako to jim rata, ampak radi verjamejo. Očitno ljudje radi verjamejo tudi stvarem, ki sumimo, da niso čist resnične. Ampak se veš, kako je. Zmeri govoriš, astrologija, horoskop, prebereš ga pa zmeri. Če kje jaz vem, časopis, revija, mi je vse za horoskop. V neki osnovi smo še zmeraj vraževerni, ne glede na stopno izobrazbe. V bistvu je ne vem. Veš, se pravi, jaz po resnici se mi zdi, da ne verjamem v to, ampak berem ga pa še vsem, pa čeprav vem, ker smo delali tudi v časopisnem biznisu, nekaj časa bi zraven, pa vemo, kako se to dela, pa kako pišejo, še posebej za revije. Drugo je tisto, ti pride astrolog, pa ti ga naredi, recimo, ajde tam rečeš, ne rečemo, da računajo planete. Da drži vodo, recimo, če verjameš, da to drži. Ti se pa napisano kar tako. Ampak še vse ne preberem. Jaz pa ne. Jaz pa ne vem, zakaj pa preberem. Zaradi tega, ker naše čarovnice ste rekli, da ni vsak horoskop, ta prav horoskop, da sodelavki bivši, ljubkovalno sta se sami uklicali čarovnice, tako da ne bo kdo, da bomo kakšne bodeče neže dobili ali pa kaj, ali pa vsaj nominacije. Tako da ne, nima verjamem, ko sta bile srcem pri stvari in razdelali stvari in pač če verjameš, ne verjamemo vsi vse. Nekateri verjamemo v znanost bolj kot drugi. Zdaj, zadnja leta z razmahom interneta se mi zdi, da vse manj ljudi verjame v znanost. A mislite, da je samo zaradi interneta ali da je še zaradi česa drugega prišlo do tega? Tako lahko si je pridobiti eno kvazi vednost, eno kvazi mnenje o nečem, tudi o zelo zapletenih stvareh, do česar, če ne investirate pač nekaj let svojega življenja v študij, nimate šanse preprosto. Seveda. Nič ni grdega, pa ne pomeni, da ste neumni ali kaj podobnega, ampak seveda. Preprosto treba je investirati. Če hočeš to dobiti. Neke stvari niso tako enostavne, kot nek zavret. Ampak internet daje pa občutek, da se da nekaj dobiti, se da priti, se da preskočiti. In nekateri se to vzamejo še toliko krajši za mislim, tako, se zdaj pa vem. Oziroma se pa je prebral, mislim, tokle, takle odstavek prebereš tam, se zdaj pa vem. Vem vse o virusih in karkoli. Seveda. To je res, pa hitro se poenostavi. Predvsem imamo radi vsi preproste razlage. Težko je zaobjeti nekaj, kar ne razumeš, oziroma tako, kot ste rekli, pač vložiti nek čas v neko stvar, ki jo je težko razumeti, pa zdaj ne glede na neko stopno izobrazbe, ampak je poenostavljeno različico, ker jaz sem zmeraj trdil, da bi bilo recimo tudi politično gledano, bi bilo fajn, da bi nekdo razložil, ampak so me pol poklopili s tem, da nekdo bo populistično razložil, nekdo bo pa strokovno razložil. In nekdo, ki bo populistično razložil, bo precej več dosegel, kot nekdo, ki bo strokovno razložil. In potem je bila stvar jasna, da to pač ne gre. Da unga, ki bo strokovno razlago ponudil, ne bo noben poslušal. In pa je rajš nečka populizem. Tako. Še zmeri boljši. In nekdo, verjetno vi to bolj poznate, ampak nekdo, ki je strokovnjak na nekem področju, se niti ne bo v tako razpravo spustil. Ja. Ker mu bo
sploh če veš, da je na drugi strani nekdo, ki ni pripravljen niti poslušati, niti vložiti časa, da bi razumel. Enih stvari se ne da razumeti iz unga teksta na škatli kosmičev, tako da razen če si vonko, da se en. Ampak ti so bili zobotrebci, tako da ti so bili posebna zgodba. Ne? Ja, ampak smo že tam. Tudi zdaj se rabijo za potrebci. Takrat je bilo mogoče to malo karikirano, danes pa to ni več karikatura. Takrat je bilo to čista satira, zdaj pa pač ni več tako. Zato, ker so se mogoče so se pa takrat v 80-ih začeli pojavljati te napisi na retrovizorjih v Ameriki. Ne vem kdaj, ampak to so oni imeli že davno pred nami. Ker pri nas so v 90-ih Hyundai, ko so bili sprav spomnim se, ko so bili Hyundai, a veš, nek modern avto, čeprav niso bili, ampak oni so imeli prvi, ko so imeli te, v evropski zakonodaji ni bilo tega, da ne piše objects in mirror may be, bla, 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 ne. Oni so pa to imeli, kar so očitno imeli za ameriški trg enkratno, tako da mogoče so v Ameriki že prej imeli te posod napisano vse. Ne. Pa zdaj še vse razsekane, vsa informacija razsekana na ta, koliko imamo mi ta span razumevanja, ne? In je še kratko in hoče vsi hitro te informacije podajati in pol pač noben ne čaka na dolgo razlago nekega strokovnjaka, ki bo razložil, da vse ni tako, kot bi mogli biti. Mislim, ne tako, kot mogli. Kako pride do tega, kaj je posledic tega itd. Investirati nek čas. No, tako, da je lesto v zadnji klin, pa da ne smeš naprej. Ja, je pač mi ti mogli biti napisan. Ne stopite na pržu. Oziroma, napisan mora biti zato, ker bi lahko, ker so jih prepričali, da bi lahko nekdo se pojavil, ki je pa stopil še malo naprej. In ima zdaj zlomljeno nogo. Ker so jih prepričali, da bi bilo to. To je to. In tle pravijo, da je v bistvu evolucija naredila največji, mislim, da smo kot ljudje zapletli pot evoluciji, ker tisti, ki pač stopijo naprej, pač tisti v evolucijskem ciklusu nimamo kaj početi. Tako da. Mogoče to, ne? Nažalost je to res. Mislim, v zgodovini pač tisti, ki so stopili naprej, niso smeli preživeti. Danes pa lahko, ker ni okej. Tako da Mislim, ne vem, vse je za nekaj dobro, ampak mogoče tega še ne vemo, veš, ker ne vemo vseh stvari, ne. Mislim, tiska prav, da ve vse stvari, se najbrž mot. To ste tudi vi rekel, da ste že tudi v fiziki mislili, da ste že vse odkrili, ne. Pa se vsake toliko cajta nekaj pojav, kaj nekaj novega, ne. Zadnjih par stoletij je tako. Zdaj smo tako rekoč, ne čist na začetku, ampak predvsej blizu, približno tam kot leta 2900, kdo je bil že eden od zelo znanih fizikov, mislim, pozneje nastalih, pa se je pogovarjal s svojim učiteljem, kemik ali kaj. Rekel pa, kaj boš hodil v fiziko pogled, prav zdaj vse je že narejen, dobro, prav lahko boš miril tiste slavne konstante še za kakšno decimalko več in to je vse, kar je fizikom ostalo. Naslednje leto, bum, rentgenski žarki, 5 let pozneje relativnostna teorija, kvantna mehanika, skratka, vse šlo znova. No in zdaj imamo na vse zadnje problem, da je tega, o čemer kaj vemo, o čemer fizika govori, je kaj v tem vesolju 25%. 75 je pa nekaj, o čemer nimamo pojma. Mislim, imamo ime? To je vse. To je vse, ampak tudi ime ni prav posrečen. Svetla ta snov pač ni. Mislim, saj z našimi senzoričnimi sposobnostmi. Nekako moramo poimenovati. Tako pa zdaj je. No, ampak toliko o tem, kako pa tudi temna snov je bila že, da se mi zdi, da je bila poimenovana, čeprav že takrat niso vedeli, da je bilo v 40 ali 30, da je nek... v 40 je bilo ta gospa, kako se je že pisala. Tako, je pokazala, da tam mora biti še nekaj. Nekaj še je. Ampak mi nič ne vidimo. Sem slišal zgodbo, bomo dali v zapisko, mislim, da je bil en radio, ena lepa epizoda. Tako da
Ja, recimo, Douglas je pa rad za komplicirane stvari, ki rabijo velike razlage ali pa vsaj računanje, ne, kar se fizike tiče, recimo pri letenju, ne. Si je pa najdel eno tako domiselco, ne, da pač čisto enostavno moraš sam se zamotiti pa zgrešiti tla. Ne. In ta je bila tako briljantna, a veš, ne, to je v bistvu populistično pripovedovanje. Ne. No, a niso tako za čmrla zmeram govorili, ne, da čmrl pač ne more leteti, ampak on ne ve, da pač ne more leteti in pač leti. To je bila nekaj. Dobro. Kje smo še bili kaj? En poslušalec je vprašal, če ste kdaj poskusil pangalaktični grlorez. Ne, ponujali so mi že stvari s tem imenom. Ja. Lepa. Sej niso bile tako slabe, ampak kakšnih posebnih učinkov pa ni bilo zaznati. Saj ne takih, kot jih je avtor opisoval. Absolutno. Ja, dobro. Aha, no, to je pa en drug poslušalec vprašal, če ste že takrat vedeli, ko ste prevajali, da bo knjiga kultna, oziroma a je že bila takrat kultna po svetu? Razmeroma malo, ampak seveda kult je, veliko je tega nastal v resnici iz radijske serije, ker je bilo to že vse že teklo, in je pač BBC-jevo mlado poslušalstvo je že takrat ponorelo za tem. Ja. Tako da se je najbrž tudi eden pomislil, da je bilo dobro napisati. Ja, se mislim, da tako nekako se je zgodilo, da je tisti njegov kolega producent John Lloyd rekel, skupaj z Lloydom sta skupaj in sta šla v Grčijo, da bosta napisala, poj pa Douglas je rekel, veš kaj, rekel, jaz čutim, da moram to sam narediti. In za čuda mu Lloyd ni dosmrtno zameril. Nekaj cajta mu je. Malo mu je, ja. Ne tako dolgo, ker če bi bil jaz Lloyd, ni bil zihar. Mislim, da je šlo par let men, pa sta bila pa že v redu. Zelo v bistvu globok poklon tudi Johnu Lloydu. Ja, v bistvu ne. Absolutno. Pa mislim, da je tam tudi bila ta štorija, ki je kapetan Gamfričancev v Bani, ne? Da je tudi to tam ratal. Da je tam se tudi rad, ki je rabo Douglas malo miru, da je raje ostal v Bani pa malo razmišljal. Verjetno ni bilo veliko teh, ko bi rekel, sebe opisal noter svojih. Jasno se, kje. Mislim, če morate od nekod morate črpati tako utrgane domislice, koliko jih je točno polno. Ja, seveda. Dobro, mojster potem je pa še tisti, ki to sem tako lepo oblečen, da ni butnena domislica, ampak je spravljen mehko v zgodbo in se počasi razvije in kar nekrat je pred nami nekaj, da v bistvu obstanemo in debelo gledamo. Mislim, kaj mu je ratal. Ja, in to večkrat. Ja, vedno znala. Kjer od teh ponarodelih stvari iz Štoparca se vam je najbolj dopadla od vseh, recimo teh, ne vem, vprašanje, odgovor 42, brisača, vodnik, Boga si tudi recimo večkrat in zelo dober sposod psihologe, psihiatre. Pa smo že gotovili, koga si ne. Politike, ja. Kjer od teh stvari vam je bila najbolj zabavna mogoče? Težko se odločim, pravzaprav. Moram znati, da je nekako. Ja, v resnici se težko odločim, pa skozi, tako bi rekel, ne tudi skozi razne obdobja. Če gledam nazaj, se je to menjalo, so bile različne stvari. Nekaj časa, moram priznati, mi je šla v Trilliard malo na živce. Ampak vse zadnje, vsak dobi svoje. Tako kot tudi tlele. Ampak tista zgodba, to že spet ni čist zdaj sveže. Sem nekaj napisal, ki je bilo že, tam v Lososu dvoma. Mojo generacijo je, čeprav je bil Douglas mlajši od nas, ampak nekako
je hitreje živel ali je seveda imel bolj prodoren pogled, ne, za ljudi okrog sebe, ampak nekako nas je vodil. Ne. On je bil tisti, ki nam je povedal, kaj pa je zdaj ta doba, v kateri smo. Ne. Ne, od tistega telička iz prve pa druge knjige, ki je totalno nekam vržen, pa v bistvu si nima kaj pomagati, ne, pa če slabo zrel mladostnik, ne, pa poj, počasi do tisto, če mu rečemo zrela ljubezen, ne, torej ta 4. knjiga Svenčarč, ne, in potem seveda starševstvo, ne. Ja, v 5. knjigi. Ja. V 5. knjigi, ne, tako da nekako to je bilo, ne, tako je, zdaj, ko je on odrastel, pa njegov junak je šel lepo s tem gor, ne, in to smo nekako, to je tudi, no, ne morem reči vodilo, ne, se smo pač šli najbrž že malo naprej, ampak v bistvu bi rekel pojasnilo. Nekako, vidite, to je bila pa ta doba, ko ste. To pa to. Je razložil pač vsako dobo posebej. Nekako dobil je slikar bi jo naslikal. On je pa na način v besedu. To, kar smo ravno šli skozi, ker smo vsi dobro poznali iz lastnih občutkov. Ja, se v bistvu je zelo dobro razložil odraščanje. V bistvu. Imel je nek fenomenalen pogled v človeško psiho, ki se je v bistvu kazal mogoče potem, da je videl stvari, ki se v bistvu v svetu in na splošno ne menjajo. Ker recimo ene stvari konstantno ostajajo isto, ne glede na to, da se tehnologija zamenja, ne glede na to, da se vse v svetu ampak ljudje, tako kot smo mi že v podcastu po mojem, da večkrat rekli, da tehnološko smo blazno napredovali, psihološko pa v bistvu smo še zmeraj na istem nivoju, kot smo bili pred 2000 leti. Ali pa emocije so popolnoma enake nas vodijo, kot so nas pred 1000 leti vodile, samo to pač, da se je tehnologija okoli tega zamenjala, in on je imel to, da je znal na to psihologijo neko tehnologijo zraven priklopiti in jo pelati, tako da nam je v bistvu še danes, ki je knjiga stara, ne vem, 30 let, ali pa 40 ali pa kakorkoli, nam je še zmeram, in tudi tistim, ki jo danes začnejo brati, je še zmeram zabavna in se najdejo v njej. Ja, se mi zdi, da so take prav življenjske resnice noter. Jaz sem začel recimo s 4. knjigo, pa me je takoj kupil z Bogom držja in pol s to ljubezensko romanco, ker sem jo pograbil pri 17 letih, in kaj te bolj pomiri, kot to, da nekdo je zaljubljen in nekdo ima punco. Meni je to rešen puberteto v bistvu. Sam vednost, da to se da, ker kot mlad tele sem pač neuspešno probaval, dokaj, z redkimi, kakorkoli že. Ampak ja, tisto mi je bilo prav tako, v bistvu bo vse v redu. No, pa sem pa začel s prvo knjigo, pa sem pa ugotovil, da najbrž bo do takrat še malo trajalo. Treba še kakšen svet rešiti, pa vse. Tako da, zanimivo, da ste, ko smo se o tem pogovarjali, da ste odraščali vi v bistvu s prvo, da ste v bistvu bili prva generacija, ki je odraščala z Douglasom. Mi smo bili mogoče druga ali pa tretja, ki je to v 90-ih pol pograbila, pa v 2000-ih ne. In pol pač, ki je nažalost preminil, ste lepo rekel, premaj rataj, da kako ste že rekel, zdaj pa ne bomo več vedeli o sebi, ker ne bo več. Kdo bo zdaj povedal? Kdo bo razložil, kaj ne? In se mi zdi, da ena taka figura bi res manjka v tem času. Dragoceno bi bilo. Je bilo res dragoceno. Kako se mi pa zdi s tem, čisto na drugo temo, potovanje na tuje planete, Kot fiziku imate najbrž kakšno mnenje oziroma kakšno časovnico, kdaj bi mi to lahko naredili in če ima sploh smisel?
s časovnicami, poglejte, ne, kdaj tam v 60 letih ne smo, smo, mislim, stopili na Luno, ne. In zdaj se že spet blazno naprezajo eni, pa drugi, pa tretji, da bi spet prišli na Luno. Ja, Japonska je bila tako da to je, tako da to je samo odvisno od tistega, kdaj, kdo, ena v tem primeru država, ne, ena velika skupnost, začuti, da bi lahko nekaj od tega imela, če sprav svoje ljudi, ki je gor. Ne. In seveda tisto, kar bi imela, je samo torej, v besedah psihologija, ne. Da ne rečem še kaj slabšega. Zdaj bi imel jaz kle mogoče za vas eno vprašanje, ki me je v bistvu zanimalo, ker ste pač fizik, pa vse skupaj. Recimo, da pri vas doma na dvorišču pristanajo nezemljani. Kakšno vprašanje bi imeli vi za njih? A bi bilo vezano na fiziko, ali bi bilo na eksistencionalno vprašanje? Mislim, kogarkoli sem zmeraj se zelo čutil fizika, ampak v takem primeru je pa seveda, mislim, to kako smo zdaj mi pa oni in kakšno relacijo bomo imeli, ne, je pa odtehta vse fizikalno. Vsem še, ker ne bi mogel pričakovati, da bi tako hitro tisto fiziko lahko razložil. Bravo. Hvala. Ja. Najprej se je treba osnove zbeti, pa se bomo pa lahko izobraževali. Če smo na istem nivoju. Ja, seveda. Ja, sam res. Ja, viš, ne pomisli. Ne pomisli, da si treba najprej neko osnove zbeti. Ja. Če štartamo z izga. Ja, zanimivo, ja. Ja, kateri iz 5. knjige so sam rekli, oni paralelni triši, da ne gre z njimi, pa je šla, ne? Ja, pa oni so bili res pozabljivi. Ja. Je pa res, da je bila ona v nekem tem čustvenem stanju, ko je res ni šlo z Uno Gail Andrews, to astrologinjo, ne, da mogoče je bilo lažje prepričati. Ne. Tako je. Pač... No, pa peklila je lastna zgodba, da takrat ni šla. Tako je, še to je bilo najhujše. V bistvu je bilo to je bilo njeno življenje. V drugem mišmašu je šla po torbico, v enem pa ni šla po torbico. Ne. Tako je bilo. Tako, to je zmeri tako. Slučaj. Ja. Greš levo ali greš desno. Ja. Tako je, ja. Naključja so, ne. Tako, kot so bila takrat na hitro, tako je bilo tudi prfenčač. To. Strokovno je, zato sem zdaj vem, zakaj sem zapomnil, zato, ker nimam pojma teh stvari. Pa da ne boš narobe vprašal. Donja Fabijan je astrofizičarka in je vod podcast Temna stran Lune, enkrat je že bila pri nas, ko smo se pogovarjali o medzvezdnih potovanjih. Sprašuje vas pa tole. Veliki ste se ukvarjali s fiziko atoma, pa eksperimentalce ste bil, kakor sem razumela, v bistvu ga jo pa zanima tole, ne, da mafija se reče predmetu matematična fizika, ki ste ga predaval, da če nam lahko razložite za laike, ne, kje in kako se to uporablja, ta predmet, ki ste ga učili. Tako aplikativno. Da sem rekel tujko, da bom izpadel bolj pameten. Ja. No, če morate kaj izračunati, ne, vse stroke imajo svoje svete formule, ne, po katerih računajo, ker je tako predpisan. Ne, in to je tisto, kar študente seveda pač začnejo, ne, v prvem letniku z osnovami, pa če dalje bolj kompliciran. Ne. Ampak tisto je fiksno in dobijo tisto reč v paketu, tako se to dela. Če pa pridete, včasih pa pridete do kakšnega problema, ki bi bilo treba nekaj izračunati, pa pravzaprav ni še
ustaljenega in znanega postopka, ne, niste dobili recepta med svojim študijem ali pa kje poznajo v literaturi, ne, ampak morate začeti sami razmišljati, kaj bi se pa tukaj dal izračunati, ne, kako pa je, kaj pa so, kaj pa lahko rečemo o tem, ne, kaj so enačbe in kako jih je treba razumeti, no to je matematična fizika. Ne. In potem iz tega naredite, ne, skratka, pač kar se da napraviti, včasih samo malenkost, včasih pridete pa lahko precej daleč. Ja, no, sej, to je bila to, kar sem na koncu delal, čemu se je rekla modelska analiza, ne, je bila ravno ta nadgradna. Ne, in torej moram reči, da od študentov, ki so to obiskovali, ne, in torej to je bil en od najlepših predmetov, kjer so študenti, pač vsak teden smo jim servirali en te sorte problem, ne, z pač skeletom, ne, no, ne, in so oni morali iz tega nekaj napraviti. Ne. In torej, no, vsaj v polovici, če je bilo, če sta bila v razredu vsaj dva, malo bolj zagnana in tako naprej, ne, se je ta plamen razširil in je bila cel semester, celo leto pravzaprav nepopisna tekma, kdo bo zdaj več originalnega prinesel naslednji teden, ko je bilo treba tisto pokazati. Ne? Ja, wow. Ne, ko smo to dejali, to se pravi. Ne, in zdaj, pač, ker imam kontakta z njimi, ne, če se kdo oglasi, povedo, ne, da to je pa tisto, ne, kar jim najbolj koristi zdaj. Ne, to se pravi, v bistvu reševalci problemov so to. Ne. Wow. Super. Ja, da sem slišal, tudi nekateri od naših sodelavcev tukaj v firmi so bili vaši študente in vsi so, brez izjeme pohvalili in način govora, to, da ste zelo razumeli, ne na lahek način, ampak tako, da ste govorili tako, da so vas razumeli, da ni bilo lepo, prijazno in vse. In me zanima, kaj vas je, če se da sploh to zmeriti, ne? Ali je bil poučevanje, pa fizika, pa akademski del večji del vašega življenja, kaj Adams, ali ne? Ker za nas je pač ne, vemo, da je vaše prevajalsko delo prvo. Ampak za vas, če vas... No, nobenega dvoma, fizika seveda, ne? Ne, to je bilo. Čeprav še, ne vem, kako sem na fiziko prišel. Ne, tisto leto, 62, ko smo se gimnazijci vpisvali, ne, sem jaz se pripeljal v Ljubljano, ne, in zašibal na Vič, na fiziko in tam dal svojo prijavo. Ne, pa prej, mene je skozi gimnazijo, no, še malo prej, še iz nižje gimnazije ven, me je kemija zelo vlekla, ne, sem doma najprej v svoji nočni omarci na mamino hudo jezo in žalost delal poskuse. Ja, no, potem mi je oče odstopil en konc kleti, ampak glede na to, da je na drugem koncu bilo pa le kislo zelje, pa te stvari tudi ni bilo zelo prijazen gledano. Ni bil laboratorij, kakor si bi ga mlad kemik nadobuden želel. Ne. No, potem v gimnaziji, v višji gimnaziji, sem pa začel hoditi na matematične tekmovanja. Kar uspešno. Ne. Tako da nekako to sta bila zdaj dva moja centra. Ne. Pa mislim, da je bilo to, da smo v zadnjem letniku ali pa mogoče že pred zadnjem in zadnjem pa dobili enega izvrstnega profesorja za fiziko. In potem je bilo jasno, da je to. Skratka, ne. Ampak v resnici pa takrat, ko sem šel dol, no, sigurno, seveda sem vedel, ne, kako bom, ampak še zdaj ni mi nikoli bilo jasno, kdaj se je to obrnilo in kdaj je ta sklep padel, ne, ker drugače bi zmeraj rekel, dobro, kemija, matematika mogoče, ne, ampak
No, če sem nazaj gledal, ne, potem ko sem že postal fizik, moram reči, da sem si zmeraj rekel, da sem to pametno izbral. Ne, ob vseh zmotah in neumnostih, ki sem jih naredil v življenju, ne, ta je bila pa na srečo ena od prav obrnenih. Ne, no, tako da ja. Jaz moram še išem. Sigurno je imaš. Ja, Sam najdeti moraš. Ja, jaz sem šel po nesreči študirati agronomijo, pa tudi ne vem zakaj, ampak po nekem čudnem naključju sem tam srečal v učilnici za računalništvo ZIA. Ja, se mi je spoznala. So se spoznala. Saj za neki dober bil lahko rekel. Res nisem imel nobene želje, sem pač sam šel, ko sta dva prijatelja šla na agronomijo, sem rekel, pa vemo skup, da bomo študirali. Ne? Ker pač takrat, če res nismo vedeli, kaj bi počeli v življenju, se mi zdi, da smo bili ena ta zgubljena generacija po osamosvojitvi. Ne vem, če zaradi tega, po mojem, da ne, ampak tako se mi zdi, da smo malo bolj tavali, ali pa vsaj naša družba. Tako, no. In srečno na ključe, da nismo imeli noben od najmanjih interneta doma, v računalniški učilnici je bil pa zastonj. Tako. Na starih 286, ampak je bil hiter. Tako da, to so ta naključja, ki se pol obrne življenje. Ja, nič. Še čisto zadnje vprašanje, a ste kdaj štopil? O ja. Ne grozno velik, ne da bi recimo prepotoval Evropo, ne, ampak tako, ja, kdaj sem. Super. Lepo, ker mi smo bili pa tudi že, ampak ko smo pa mi začeli štopati, je bilo pa to tako zoprno početje, ker fantom niso ostavljali nikoli, kolega je imel rekord 12 ur do Kopra. Tako da takrat se že ni več dal, zdaj pa mislim, da je ta disciplina izumrla. Izumrla, ne? Ja. Imaš kaj, tako je. Zato pa lahko z Douglasom še vedno štopate po galaksiji in štopate in uživate v odličnem prevodu dr. Kodreta. A imate video še kaj? To je to. Ja, najlepša hvala za to, ker ste si vzel čas in se malo podružil z nami. Ja, to je to, najlepša hvala, res. Ja, hvala za vse ribe. Tako. Tako. Ja. To je to. Nič, a se še mi še zahvalimo, pa te stvari naredimo konc, pa bo. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v katerem smo v naše in upam, da tudi vaše največje veselje gostili dr. Alojza Kodreta. Jej. Ja, z nami lahko debatirate na Discordu, kjer poiščete kanal Samo brez panike, na družabnih obrežjih pa smo posod AFNA, upravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, _si. 200 epizod pa nisem mogel, točno po pravilih. Sem rekel, da smo hoteli prekiniti pa in dr. Alojz Kodre. Ampak dobro. Če je red, je red. Če ga imamo, ga imamo. Odlično. Super. To je to. Vmesno me luči zmanjka. Ja, se veselim to, a prežgen zdaj sem pa vem, da takrat, najprej prežgen sta ful, imamo sicer dimmer, ampak pol najprej ful prbije na polno. Zelo prežgen, ampak ja. Boste prijavljeni, luč bo. Se ne skrivamo. Super. Da se pa vidimo. Eno prošnjo bi še imel gospod Kodre. A bi nam podpisal knjige? Ja. Imate vi pisalo, ali moram jaz povedati? Jezikrno.